kot vsak danes bom poletela na svojih krilih do sanj. Vsak moj korak bil je kot dolga zima, pesem samotnih iskanj. Oblečem si pomlad in prijem si sonce v lase in poslušam, kam vodi me, kam svetu moja pesem gre. Poslušam, kam vodi me, kam svetu moja pesem gre. To ni dan kot vsak, danes bom poletela na svojih krilih do sanj. Vsak moj korak bil je kot dolga zima, pesem samotnih iskanj. Oblečem si pomlad in prijem si sonce v lase in poslušam, kam vodi me, kam z vetrom moja pesem gre. Najlepša pesem. Hvala. Še enkrat čudovit dan vam želim. To niso karte samo za malčke in njihove mamice, to so umetniške karte, ki predstavljajo oblačila, usklajevanje njihovih barv in detajlov. Drugega panela nas je pripeljala Anika s svojim glasbenikom. Slišali smo veliko o financah, v drugem delu pa se bomo soočili s drugim dejstvom, da denar vendarle ni vse. Osredotočili se bomo na tisto, kar pogosto ostane spregledano v podjetju, na neko psihološko varnost, na mentorstvo, mreženje in skrb za lastno dobrobit. Denar je zagotovo pomemben del našega poslovnega sveta, a pogosto ravno tisti mehki vidiki ustvarjajo dolgoročne uspehe in trajnostne zgodbe. Voditeljski tandem drugega panela sta Tatjana Kolenc in Marko Podgornik-Verdel. Tatjana Kolenc, ki jo kar vabim, da se usede na svoje mesto, je ambasadorka mentorstva in vseživljenjskega učenja. Kot soustanoviteljica platforme Srčno mentorstvo razvija in uvaja nove pristope v mentorstvu in ozavešča o pomenu mentorstva, mentorske kulture in mentorske miselnosti. Je soavtorica 6 poslovnih knjig s področja mentorstva in vodenja ter avtorica več strokovnih člankov z tega področja in vseživljenjskega učenja. Je prejemnica bronastega priznanja za inovacije v mentorstvu in seveda članica tudi domačih in mednarodnih strokovnih združenj iz njenega področja. Marko Podgornik-Verdel je direktor podjetja Mikro in Polo, je znan po svojem inovativnem pristopu v poslovnem svetu, kjer si prizadeva za vključujočo organizacijsko kulturo. Kot aktivist in avtor ruši tabuje, odkrito govori tudi o osebnih izzivih in premagovanju stereotipov, v katere smo prepogosto ujeti. Navdihuje z zgledi, kako pomembno je slediti lastni resnici ter s pogumom spreminjati ustaljene norme. V svojem delu združuje empatijo, drznost in iskrenost,
kar ga močno ločuje od povprečja. Marko, dobrodošel. Sogovorniki tega omizja pa so, najprej povabim športnika. Vid Kavtičnik je nekdaj vrhunski rokometaš, res vrhunski rokometaš. Direktor moške rokometne reprezentance po koncu športne kariere je našel nov izziv v energetiki, osredotočenje na postavljanje novih osebnih meja in napredek. Zdaj kot vodja projektov in prodaje v podjetju Big Bang razvija projekte, usmerjene v zeleno energijo in energetsko učinkovitost, tako na ravni B2C, kot tudi za B2B stranke. Sicer pa pravi, da je predvsem oče 2 otrok in mož. Zato čestitke. Doktorica Danijela Brečko je mednarodno priznana coachinja, mentorica, trenerka in predavateljica, ki s svojim življenjskim motom talent plus strast zagotavljata kakovost in rast. V inštitutu Sofos pomaga posameznikom in timom profesionalno in osebno rasti. Njen ustvarjalni opus obsega 14 knjig ter preko 300 člankov in je nosilka častne funkcije ambasadorka znanja. Dobrodošla, Danijela. Lucija Sajevec je magistrica ekonomije, podjetnica in voditeljica Nove dobe. Je soustanoviteljica več podjetij, med drugim Great Leadership Solutions ter Infinite Pure Solutions. Je predsednica sekcije mladih menedžerjev pri Združenju Menedžer, 8 let pa je tudi uspešno vodila Avtomoto zvezo Slovenije, ki jo je usmerila v tirnice trajnostne mobilnosti. Za svoje dosežke je prejela naziv Mlada menedžerka 2019, MČM-ovo priznanje poslovna liderka leta 2022, priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske dosežke, z ekipo pa so postali tudi nosilci priznanja Vključi.vse za raznolikost in vključevanje. Bila je tudi slovenska in avstrijska prvakinja v kartingu. Hitra je. Profesor dr. Željko Čurič je prišel v Ljubljano leta 1993 in z Dubrovnika in tu tudi ostal. Zdaj se nam bo pridružil na odru, po poklicu je doktor medicine, psihiater, je soustanovitelj ter direktor podjetja OK Consulting in podjetja Perihoreza Ljubljana. Specializiran je za delo na področju svetovanja, izobraževanja, treninga in klinične psihoterapije. Njegovo delovno področje so individualna in skupinska svetovanja, izobraževanja, usposabljanja in treningi na področju poslovne in športne psihologije ter psihoterapije. Željko svetuje tudi specialni enoti policije pri zahtevnih pogajanjih v kriznih situacijah. Dobrodošli tudi In še zadnji član tega panela, Gregor Kosi, je dolgoletni generalni direktor Lidla Slovenija in ustanovitelj mednarodnega svetovalnega podjetja Great Leadership Solutions, ki oblikuje storitve na področju poslovne odličnosti, razvoja človeških potencialov in voditeljstva. Kariero je začel v javni upravi, nato pa v Lidlu, kjer je bil najprej direktor prodaje od leta 2009 do 2022, pa generalni direktor Lidl Slovenija. Nato se je podal na samostojno pot. Gregorjevo življenjsko načelo je hodi v navdih in svet te bo navdihnil. Pa naj bo to Gregorjevo sporočilo namenjeno vsem vam, ki boste v naslednjih 50 minutah govorili o mehkih vsebinah, ki delajo ljudi in podjetja uspešnejša in drugačna. Izvolite, spoštovana moderatorja. Hvala lepa, Darinka, za ta lep uvod. Hvala tudi Mateji, Artjomu in panelistom prejšnjega panela. Visoko ste postavili lestvico, ampak mislim, da bomo zmogli. Nadaljevali bomo kar v športnem duhu, tako da bova začela midva. Najprej res iskrene čestitke za tvojo izjemno kariero. Trajala je kar 21 let. In mislim, da je ob koncu najlepše opisal kar tvoj oče.
ko je rekel, da se zaključuje lepa rokometna pravljica. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Jaz bom pa zdaj preskočila iz tega dela, da športniki se zelo dobro zavedate, da je ta kariera časovno omejena, pa tudi če spustimo poškodbe in podobne zunanje dejavnike. Ampak v športu se naučite tudi, kako po padcih ponovno vstati, kako reagirati v kakšnih nepredvidenih situacijah, v težkih trenutkih. In bi te jaz vprašala, kako si se ti s tem spopadal? Ali ti je predvsem pomagala tvoja menda prislovična bojevitost in nepopustljivost? Morda je svojo vlogo imel tvoj pokojni dedek, ki je večkrat rekel, da živemu človeku se vse primeri, mrtvemu pa prav nič. Morda so ti pomagali Francozi, s katerimi si oddelal velik del svoje kariere, s to svojo prislovično povedijo Se la vie. Nas pa zanima, če ti je poleg tega pomagalo v teh trenutkih še kaj drugega, morda tudi kakšna strokovna pomoč. Ja, lep pozdrav vsem, hvala za povabilo, hvala za deljenje zgodbe v prejšnjem panelu. Vsaka zgodba je edinstvena in vredna poslušanja, predvsem pa deljenje zgodb je za mene nekaj zelo pomembnega. Jaz mislim, da je vse skupaj vplivalo nekako od samega začetka, ko sem se rodil, do ustrajanja mojih staršev v težkih trenutkih, podajanja vrednot, učenja, kakšni odnosi so pomembni, kaj je pomembno v življenju in kdo ti na koncu stoji ob strani. Potem pa pač nek moj sam priokus skozi športno kariero, ker sem vedno nekako iskal svoje limite, kje so, pa jih nekako zastavljal še več, še dlje. Zato mogoče tudi imel toliko poškodb, ker pač sem vedno poskušal iti preko svojih limitov. To me nekako gnalo naprej, me žene trenutno naprej, ko se postavljam na drugi karieri, na drugih poteh, iščem neke nove izzive in nekako ponovno svoje limite. To je tisto, kar dela mene, sem nekako poskušam biti človek prvo, potem pa vse ostalo pride česno, tako na hiter. Zdaj ne vem, ali sem odgovoril na hiter na to vprašanje, da imajo še drugi priložnost. Ampak ja, vse to nekako skozi celotno pot me je to vedno znova vračalo na realna tla, vzponi, padci, delo in pa seveda stanje moje družine ob strani. Zato sem zelo zadovoljen in srečen, da sem imel. Tako da to na hitro. Ja, hvala za tole in nekaj sem prebrala tvoje besede, kar se tiče recimo tega konca recimo športne kariere in potem začeti nekaj novega, si podal pravzaprav zelo enostaven recept. Optimizem, nasmeh na obrazu, dobro srce, gledanje v prihodnost, pozabimo na preteklost, čeprav ti si več kot upravičeno ponosen na njo. Tako da predlagaš to, recimo, je ta recept verjetno dobrodošel tudi za, da tako rečem, korporativne in podjetniške športnike. Ja, mislim, da Andrej na začetku oziroma v prejšnjem panelu lepo povedal, če ne prideš z nasmehom v službo, pa delaš to veselje in ti nič drugega ne pomaga. Nekako jaz rad delam. Veselim se vsako jutro, da pač pridem v službo, da se 6:25 budim, imam nek ritem in potem delam, dokler pač je delo za tisti dan. Najtežje trenutke v mojem življenju niso bile poškodbe, niso bili porazi, so bili 3 meseci, v 3 mesecih, ker nisem vedel, kar bom delal naprej v mojem življenju. To je res grozno. In
vesel sem, da sem se našel, vesel sem, da lahko delam, vesel sem, da imam možnost delati, vesel sem, da lahko razvijam stvari, da lahko razvijam sam sebe. In zjutraj, ko se zbudim, imam vedno eno vprašanje. Če sem slabe volje, imam vedno možnost, da se odločim, da bom nekaj naredil za to, da bom dobre volje. In ne uspe mi vedno, včasih sem bil težji učen, ampak ko problemi pridejo, imam spet dve možnosti, ali jih bom reševal z nasmehom na obrazu, ali pa bom kritiziral vse okrog sebe. Tako da jaz poskušam vedno nekako iti čez probleme z nasmehom na obrazu in nekako prebroditi zadeve čez. Jaz bom pa tudi ostal pri športu, še pa pri emociji. Jaz sem nekje zdaj prebral vmes, da je tvoje srednje ime Živa, da so te klicali Lučka in da so ti dajali za pit bencin namesto mleka. Zelo v tem smislu. Glede na to, da si športnica, pa da so ti športi, s katerimi si se ukvarjala, predvsem adrenalinski, me zanima, zakaj si potem še v podjetništvu, če ti ni dovolj adrenalina že v športu. Dodatno me zanima, kje so tiste vzporednice, ki jih vidiš v športu in podjetništvu. In če smo že prej slišali, da je važno biti tudi na poti, ali pa da nekateri ne iščemo samo cilja, ampak uživamo tudi na poti. V športu vemo, da moramo zmagati. Kaj pa v podjetništvu, ko ne zmagamo? Kje črpaš to svojo energijo, da vztrajaš? Ja, lep dober dan tudi v mojem imenu. Moram reči, da vidite res en tak navdih in se mi zdi, da to je tako vedno lepo ali pa lepa povezava šport pa podjetništvo, ker se mi zdi te vrednote se res prelijejo, no? Tako da vsak podjetnik je tudi športnik in obratno. No? Tako da jaz sem po duši čist ti podjetnik, podjetnica, sem nekako pristala bolj najprej v korporativnih vodah, ker sem začela v Lidlu, pa potem šla naprej v AMZS. Tako da sem mogoče zdaj najdla tisto mesto nazaj, ker sem si že od malih nog želela biti, imeti več nekih podjetij in potem pride življenje tako, ker se ta krog skozi karierno pot sklene. In v bistvu tudi jaz sem se vprašala po moji poti po AMZS-ju, ker sem imela več možnosti, si želim nadaljevati pri ponudbah, ki sem jih dobivala v korporativnem svetu, si želim nekaj novega, pa sem rekla, ne, absolutno v bistvu samo več denarja, večji problemi istega izvora, no, več zaposlenih. To poznam, vem v bistvu pač približno, kako lahko izgleda, si pa želim v bistvu nekaj drugačnega, no. Tako da v svoji poti nisem imela proizvodnega podjetja, to mi bil tak zanimiv izziv ali pa pač res tako, kako iz nule ustvariti nekaj, no. Tako da sem se odločila za to, kako iz nule ustvariti nekaj in gledati, kako to raste, no. Tako da tukaj pa res v bistvu rabiš veliko vztrajnosti, zato ker se mi zdi, da vsi v tem prostoru smo že padli ali pa večkrat v bistvu se rabili pobrati v bistvu pri manjših ali pri večjih stvarih, finančnih ali pa nefinančnih, ampak se mi zdi, da zato toliko bolj cenimo tisto, ki potem res raste in v bistvu z drugačnimi očmi tudi vidimo stvari, no. Tako da se mi zdi, da vrednote so tisto, no, ki v bistvu sebi nosimo in takrat, ko mogoče ne gre vse tako, kot bi mogli biti, takrat najdemo v sebi tisto moč ali pa vrednoto, ki nas vse zjutraj vrže iz postelje v bistvu in zato, ker je pač vredno bolj tudi, za kar je vredno premikati stvari, no. In če dam še kratko podvprašanje, prebral sem tudi, da imaš v sebi športnike, tudi v poslu. Zakaj? Meni se zdi, da je pač življenje šola in jaz se vedno znova kaj, ali pa vedno znova se učim, no, se vsak dan mi kaj novega prinese. Tako da se mi zdi, da odprtost pa ta širina za to, da smo dovzetni, da tudi takrat recimo, ko raziskujemo, katera pot je najboljša v bistvu, ne samo, da se posvetujemo z istomislečimi, ampak da iščemo v bistvu odgovore tudi pri nasprotno mislečih ali pa iz drugih branž, se mi zdi, da takrat mogoče širina teh kontekstov še bolj dobiva barve in v bistvu lahko še do boljših rešitev pride, no.
tole pa kar dobra iztočnica za naju, Gregor. Tako da zdaj gremo na korporativne športnike in podjetniške športnike. Bom priznala, da sem si ta izraz sposodila od tebe, ne? In ker se učimo, ne? In moram reči, da priprava na en takle panel, to je eno tako imenitno učenje, tako da hvala vam vsem, da ste mi dali to priložnost. In dodala bom še to, ne? Z Matejo smo bili pred 2 leti v mentorskem odnosu, ni važno, kaj je bila katera, na koncu so bili obe mentorici in mentoriranki. In poglejte naju danes, ne? Vsaka vodi svoj panel, sicer imamo močno zaslombo v somoderatorjih, ampak kam nas pripelje ta radovednost in pripravljenost na učenje. Zdaj pa pri športnikih smo rekli, da nekako vejo, kdaj pride čas za zaključek kariere. Pri voditeljih, pa pri podjetnikih, pa nekako pričakujemo, ne, tudi javnost, da z vsakim kilometrom postajajo vedno boljši in da se njihov čas nikoli ne izteče, ne. In potem pride obdobje, da začnejo sklepati razne kompromise sami s seboj, ne. Se začnejo odpovedovati svojim vrednotam, temeljnim načelom, ne, zato da v tem svetu obstajajo še naprej, ne. In bom, preden postavim vprašanje, dodala še tvoje navdušenje nad Markom Aurelijem. Mislim, da njegova knjiga Meditacije je kar vedno blizu tvojih rok. Ampak on je rekel, da če si sam ne boš pomagal, ti nihče drug ne bo pomagal. In sem razmišljala, če ni že čas, da malo dopolnimo to njegovo misel, ne? In da znamo priznati, ko ne zmoremo sami vsega, in da si priznamo, da potrebujemo pomoč, da jo znamo poiskati in da jo tudi sprejmemo. Kaj bi ti v tem kontekstu svetoval? Bova spremenila malo Aurelijevo misel in kako pride do tega, da tako ravnamo? Hvala za besedo. Jaz sem mislil, da bo Željko pred mano. Jaz mislim, da misel lahko ostane nespremenjena. Samo je treba morda interpretirati skozi današnji čas. In navezal bi se na Matejine besede, ne? Pomoč pravzaprav pomeni, da greš po moč. In tudi to je neka lastna odločitev, ko rečeš, pomagam si na ta način, da grem po moč. In samo stvar interpretacije, mogoče malo drugačne perspektive, pa se zelo hitro lahko znajdemo v nekem popolnoma drugem okolju, ker se naenkrat začnejo odpirati vrata, ker se pokažejo neke rešitve. Tako da pustimo tako, kot je. Samo dajmo uporabiti tole v praksi, ker znanje je dovolj na tem planetu. Mislim, da je več kot 130 milijonov knjig napisanih na tem planetu, ogromno znanja. Prej je bilo tudi rečeno v samem panelu, da se pravzaprav vse odgovore že imamo. Ampak kar ne znamo, si je postavljati boljše vprašanje. In mislim, da se tu skriva skrivnost življenja, kako tudi neko svoje osebno poslanstvo, ki si ga tako že malo skozi vrstice nakazala, kaj je bilo tisto pri meni, zakaj sem se v nekem določenem trenutku odločil zapustiti sistem, v katerem praktično vse deluje. Jaz sem zjutraj sam prišel v službo, se še malo pokazati, tako da vse vejo, da ima firma še vedno nekoga, ki tako v ozadju nosi odgovornost in je pripravljen tudi prevzemati. Ampak nekaj je manjkalo. Po vseh teh letih bolj ko ugotoviš, bolj začneš v nekem sistemu funkcionirati. Bolj na površje priplavajo neke stvari, ki si jih mogoče prej v sebi nekako zaradi tega dnevnega vrveža v glavi, ko se ukvarjaš z problemi vsak dan znova, dejansko pozabiš nase. In to tisto, kar te dela, so ravno te vrednote. To, kar je prej Lucija omenjala, mimogrede moja sodelavka. Tako da, če ne verjamete, da lahko imate brate in sestre, ki nimajo istih mam, so mi v Lucijo dokaz. Zato tudi super funkcionirava in čakam, da se bova prvič sprla. Tako da včasih malo izzivam, da vidim, kje je tudi njena toleranca. Ampak to je to, v nekem določenem trenutku se je začel ta prepad med vrednotami in vrednotami nekega sistema, v katerem sem deloval, ki moram mimogrede povedati, so se tudi začele spreminjati. In jaz, ko sem odhajal, sem rekel, to več ni isto podjetje, v katerega sem jaz prišel, ampak tudi jaz več nisem isti človek. In zato več v nekem določenem trenutku nismo za skupaj. Ampak
Ampak je mogoče začelo malo primanjkovati, ne, poleg tega, da si rekel, da so se začele spreminjati vrednote, a je bilo mogoče tudi malo premalo zanosa in strasti, ne. Ti sicer praviš, da če želimo se razvijati osebno, profesionalno, kakorkoli, potem potrebujemo dva sopotnika, pogum in vztrajnost. Pogum zato, da prevzemamo tveganja, odgovornosti in vztrajnost, da vztrajamo, ko pridejo te težji trenutki, ki nobenega ne izpustijo, a ne. Kaj pa ta strast in zanos? In kaj narediti, ko te zapustita ali pa se vsaj malo tako zmanjšata, no, da bi rekla? Ja, nagovorila si mojo čarovno besedo, ki jo res obožujem, čeprav niti malo ni seksi. In to so življenjske strukture. To je podpora, ki jo v življenju ustvariš, da tudi na koncu nekaj dosežeš. Jaz bolj kot v same cilje verjamem v moč nekih navad. In kako ugotoviš, ali nek cilj realen, ki si ga zastaviš, tako da skušaš pot do tja postaviti. In če je ta pot realna, če si znaš predstavljati, kako po tej poti hodi, kdo te lahko na tej poti spremlja, ker zagotovo te poti sam ne boš prehodil, potem dobiš tudi neko predstavo, ali cilj, ki si ga postavil, tudi realen. In vztrajam na tem, da je cilj neka orientacija, neka destinacija, neka navigacija, kamor želiš priti, ampak bistveno bolj pomembno je, kako boš tja prišel. Jaz sicer sem zelo veliko časa preživel v trgovskem podjetju, ampak večkrat poudarjam, trgovina me niti malo ne zanima. Ne zanima me to, kar počnemo, kar pa me iskreno zanima je, kako nekaj počnemo. In to je tisto, kako nekaj počnemo ravno v tem vprašanju, in to je dobro vprašanje, vidim pot, kako se lahko skozi vse neke prepreke, ki nas zagotovo bojo na tej poti do cilja čakala, na koncu tudi prebijemo. Ne vedno, kaj moramo narediti, ampak kako bomo to naredili. To niso karte samo za malčke in njihove mamice, to so umetniške karte, ki predstavljajo oblačila, usklajevanje njihovih barv in detajlov. Na spletni strani je sicer kolegica pomagala, ampak sem nasledil tole. S čemer se popolnoma strinjam in tudi sam ravnam po tem. Vodenje ni v tem, da sprejemate pametnejše odločitve ali da delate večje posle. Vodenje je v tem, da pomagate ljudem biti boljši, z drugimi besedami gre za omogočanje sproščanja pozitivne energije, ki vsi ljudje naravno posedujemo. Zdaj me pa zanima, glede na to, da delate z precej podjetij, katera znanja so tista, pa da delaš, to sem prezmenila, ne? Katera znanja so tista, ki jih podjetja najbolj potrebujejo in katera znanja so tista, katera ti misliš, da jih najbolj potrebujejo. Torej, po katerih sama posegajo in katera ti opažaš skozi to, da delaš pač širokim spektrom podjetij, kaj pa tisto, kar res manjka? Ja, tisto, kar res opažam, da manjka, pa podjetja tudi opažajo, čeprav ne rada priznajo, je v bistvu vodenje samega sebe. Ljudje morajo znati voditi samega sebe. In to nekaj časa bo še preteklo, no, da bo to podjetja priznala, čeprav potem, ko vsaj delček teh znanj dobijo, so izjemno hvaležne. Tako da, ja, zdaj lahko govorimo še naprej, ne, da v bistvu pretežno, to verjetno poznate, no, tako da pretežno bolj potrebujejo, vsaj sama tako pravijo, tako imenovana trda znanja, medtem ko v bistvu dejansko pa potrebujejo veliko bolj mehka znanja. Jaz bom tukaj še enkrat poudarila, res vso znanje danes na voljo. Mi živimo res v taki čudoviti dobi. Karkoli bi si želeli pridobiti, kar se znanja tiče, vsakdo ga lahko pridobi danes. Včasih do tega znanja nismo mogli vsi priti. Tako da danes je to prosto na voljo in tudi dokaj zastonj lahko dobite ali pa čisto zastonj. Medtem ko veščine pa res dejansko potrebujete nekaj časa, da jih natrenirate. Ne morete to prebrati pa potem takoj znati. Tako da in tukaj večkrat pač še ne priznavajo, da to potrebujejo oziroma celo drugače delajo. Trda znanja nekako financirajo, medtem ko mehka znanja pa pravijo, no to si pa kar dajte sami pridobiti v prostem času, pa tako, pa malo drugače. Kar je pravzaprav škoda, ker na koncu vidimo, da pač ne moremo ločiti eno od drugega, ker gre tudi za odnos potem do teh trdih znanj, kaj bomo s temi trdimi znanji naredili. In včasih sem jaz kar malo huda, ko slišim mehka znanja, že sam izraz je zavajajoč, pa vendarle ne.
v bistvu v zadju teh mehkih znanj, da jih usvojimo, hard learning, jaz temu rečem, ne, trdo učenje. Tako da, ja, na nek način je to, ne. Tako nekako mislimo, da smo s temi mehkimi znanji se kar rodili, pa se mislimo. Na kakšni stopni je vrhovni menedžment, top menedžment? Jaz, koliko opazujem, ponovadi menedžeri najamejo delavnice za svoje podrejene ali pa middle management, sami na sebi pa ne delajo. Če kaj poznam, vem, da človek, takšen kot je na vrhu, svojo energijo, svojo karizmo, svoj način delovanja, svojega minuta prinaša dol, hočeš nočeš. Kako spremeniti to, da se bo top management začel zavedati, da mora začeti spremenjati sebe? Ja, jaz vedno rada rečemo, veste, da v bistvu, oziroma več publiko nagovarjam pravzaprav, da v bistvu sprememba se začne takrat, ko pač človek začuti neko bolečino, ne, ko je ta bolečina v bistvu, bom rekla, ne spremembe večja, kot je bolečina spremembe, potem se je pripravljen spremeniti, ne, tako da na nek način je to. Ja, ni lahko, no, v bistvu začeti spreminjati menedžer, čeprav mislim, da mlajši menedžeri pa vendarle imajo eno prednost, v bistvu živijo mogoče v drugem času na nek način in dajo kar veliko nase. Jaz vedno pravim, da če se menedžer ne počuti dobro v svoji koži, potem pač tudi podjetje ne more funkcionirati, oziroma se tudi nihče od zaposlenih ne počuti v dobri koži, tako da mora najprej poskrbeti zase, da on trdo stoji. Recimo ena taka tema, ki je zdaj dejansko zelo popularna med menedžerji, je rezilientnost, se pravi psihična odpornost, kako zdržati vse pritiske. Vemo, da menedžer vseeno ima večje pritiske kot zaposleni. Tako da, v bistvu svet je pa poln zanimivih zgodb. Včasih se začne sprememba v bistvu pri menedžerju s tem, da ima spretne zaposlene, ki znajo voditi navzgor in mu pokažejo, kje je pot, pravzaprav. Tako da je pa seveda tudi to dokaj zabavno, da če pač menedžer prizna, da tudi on česa v bistvu ne ve, ne zmore, da ni superman, ker superman v dejanskem življenju ni, potem je to veliko lažje. Je pa tudi ena dilema, jaz pri menedžerjih je vedno tako, saj jaz jih vidim tako, če hočeš biti menedžer oziroma vodja, moraš biti močan ego, skoraj da praviloma normalno, in potem si priznati, da vendarle pa tudi ta ego nekako negovati, je pa, oziroma negovati, tudi malo vodati, upravljati, je pa druga zgodba. Tako da zaradi tega tudi menedžerje težko prosijo za pomoč. Ja, pa tudi nasploh smo v življenju taki, kaj raje dajemo ali sprejemamo. Odgovorite si sami, mislim, da vsi raje dajemo, kot sprejemamo in potem tukaj nastane neka, recimo, da energijska luknja ali pa v bistvu zapravimo preveč energije, gremo v podčrto, v limit, in je potem včasih tudi več izgorevanja med menedžerji. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Ja, jaz sem čisto navdušena, moram povedati, da panelisti niso dobili naprej vprašanj, tako da midva z Željkom ne ve, midva z Markom ne veva, kaj bo dobila nazaj in kako zdaj naprej, ampak tako se lepo dopolnjujemo, da sem res navdušena. In tole vodenje samega sebe je kot nalaž za nadaljevanje z Željkom. On pravi, da vsak v sebi nosi več identiteta. In on za sebe pravi, da je pubertetnik, da je odrasla oseba, da je zdravnik, da je doktor znanosti. In ko nastopi kriza, potem se pomeni z vsakim izmed njih, jih popraša, kako so, če kaj pogrešajo, ampak na koncu odločitev o tem, kako gremo naprej, sprejme sam. Tako da, Željko, ti pa praviš, da recimo voditelji in podjetniki imajo pa kar malo težavo s tem, kako izbrati pravo osebo, oziroma prepuščajo to odločitev, ki jo ti sprejemaš sam, napačnim osebam. Kako se temu izogniti, da bomo pravzaprav na pravo osebo se obrnili, ko bomo potrebovali podporo in pomoč? Dragi moji, lep pozdrav vsem. Jaz pred, ko sem postal podjetnik, sem bil normalen. To je internetno normalen. Takrat sem bil zdravnik,
takrat sem bil zdravnik in sem imel, ne pozabite, to je bil še socializem, pogodbo na nedoločen čas. To je bil svet igral. Ko si to dobil, približno si tam umrl tudi. Jaz sem prvi zdravnik v zgodovini Dubrovaške bolnišnice, ki je dal odpoved. Zapisan v zgodovini Dubrovaške bolnišnice. In takrat je moj oče, ki je bil direktor bolnišnice, prosil mojega šefa, da ugotovi, če sem zrel za hospitalizacijo. In moj se pokojni šef, profesor Miketič, ki je drugače moj krstni boter, poznam od Štručke, resno vsedel z mano, pa rekel, mi se žiš v redu, pravi, te skredilo, da nisem. Ne, pravi, Luka me prosil, da se pogovorim s tabo, pa je, da si dal odpoved. Zakaj sem dal odpoved? Ker smo me takrat probali prepričati, da je bolj pomembno, da gledamo računalnik, tipkam podatke, takrat so nam urinili računalnika ambulante, kot to, da gledam pacijenta v oči. In sem rekel, hvala, naslednje je ta poklicni zame. In sem odprl prvo psihiatrično psihoterapijsko ambulanto na Hrvaškem. Od takrat naprej sem postal podjetnik, pa vam svetujem, za podjetništvo rabite določeno dozo konstruktivne norosti, da stopite iz sebe ven, da stopite iz diplome, iz poklice, edukacije, iz sebe in spoznate enormno bogatstvo, ko ga imate notri. Ker v psihiatriji to, da imate v psihiatriji, ko slišimo, da imate večji identitet, ne pomeni, da ste skizofreni, pomeni, da ste ozaveščeni. Vsi jih imamo, toplo svetujem tistim, ki iščejo to pravo identiteto, da se tem ne ukvarjajo, jih je veliko. In ko se mi usedemo, mi pomeni Željko Željkič, 16-letnik, 20-letnik, 30-letnik, mi se ukvarjamo zadevam, kot je, to sem se naučil, star sem 64, pazi na energijo, previdno z generatorji, previdno z vzdrževanjem in dobro pazi na zdravje. Ko sem bil star 22, sem bil tudi vrhunski športnik, pa smo trenirali, pa smo počeli marsikaj, pa sem študiral medicino, pa sem imel občutek, da je energija neomejen vir. To je zabloda mladosti, zdaj zelo pazim na energijo in sem začel počasi zelo paziti na zdravje. In tukaj vas zelo, zelo opozarjam, zdravje 50 plus postaja predpogoj uspešnega podjetništva. In od takrat naprej, zakaj to govorim? Ohrani zdravje, ohrani motivacijo, beri energijo, dobro je, da veš, kje so generatorji. Meni je moja nona rekla, ko sem bil zelo majhen, lahko je biti dober v dobrem. Ostati dober v slabem, to zmoruje tisti, ki imajo hrbtenico in kot je Daniela, moja draga Daniela, rekla, je treba znati upravljati sam na sabo. Treba ostati pri sebi, to so zame ta jajca, jajčniki, hrbtenica, doslednost, ko verjameš vase. In zadnjič, ko smo me moje kolegice, drage zdravnice, prosile, jaz sem znan feminist med zdravnikom, pa nam lahko narediš eno predavanje, kako poskrbeti zase v takih turbulentnih časih. Kar opažate, veliko zdravnic postajajo podjetniki, podjetnice, grejo privat, ugotovijo, da pridejo čist drugačen poklic. Povejte nama, kako poskrbeti, da vsem tem ne zgorimo. Pregorelo jih je že ogromno, veliko jih nima ščitnico, veliko jih je depresivnih, veliko je samohranilk, veliko je samskih žensk. In sem naredil predavanje, zbralo jih se 720 v Cankarju. Prvo, kar sem jih vprašal, dragi moje, kaj je bolj pomembno, zdravje ali služba? Je zagrmel v Cankarjev dom. Zdravje. Tukaj, super. Kolikrat ste šli bolane delati? Mok. Opazil sem jog. Vse zdravnice so šle bolane delati. Vse to, kar svetujemo pacijentom, zdravniki počnemo popolnoma nasprotno zase. Posledice so, da naše punce pregorevajo. Moja žena je, moja kolegica, zdravnica, tudi pregorela, bori se 4. stopnja raka, zelo predana, pacijenti so vedno prioriteta. Tako da trenutno imamo situacijo, kar uporabljam vse svoje podjetniške veščine, psihiatrične, psihoterapijske, da peljem svoje podjetje naprej in da mojo drago ohranim pri življenju. Dobro nama gre,
na dobri smo poti, sam ne pozabite, energija, zdravje. Ne pozabite, da je veliko področje zdravja. Ne pozabite, da obstaja psihološko zdravje, mentalno zdravje, socialno zdravje, somatsko zdravje, duševno, to prepustimo župniku, duhovno zdravje. Ampak na koncu konca, ko si sama pri sebi, ko si sam pri sebi, ugotoviš, kaj je ključna varianta. Jaz sem izbral ljubezen, jaz sem veliki fan ljubezni. Jaz vse, kar počnem v življenju, in podjetniško, in za klijente, in za pacijente, počnem v imenu ljubezni, do moje drage, skupaj sva 43 let, do moje družine, moja hčera postala moja kolegica, do moje vnukinje, ki je božji žegen, končno sem ugotovil, zakaj to vse skupaj počnem, da ta 2 leti star otrok me pogleda pa reče moj nono. Zdaj vse skupaj dobija smisel, to vas še le čaka. Tako da v dobrem in v slabem ostati pri sebi in točno vedeti, kje so tvoji generatorji energije, zame je predpogoj, da lahko svetuješ drugim. Tole je bilo res... Tole je bilo res odlično. Pa je bil že kar odgovor tudi na moje vprašanje, razen Željko, če boš imel še kaj za dodati. Jaz sem tudi en tak mali filmofil in mi zelo pogosto zveni v ušesih citat iz filma Lepota po ameriško, v katerem je bilo rečeno, da če želiš biti uspešen, moraš vedno in povsod dajati videz uspešnosti. In to zna biti zelo naporno. In je bilo to moje podvprašanje, če imaš še kaj za dodati, kako pravzaprav ohranjati to ravnovesje, ali pa če rečem drugače, kako ostati uspešen in ob tem uravnovešen. Najprej se moramo zmeniti, kje so tvoje homeostaze. En dober star grški izraz, ki govori o ravnovesju. Jaz vse, kar počnem, sem povedal, počnem zaradi družine in vsakič, ko mi je težko in ko imam pace in vzpone, pomislim na družino. In se vedno vrnem nazaj k jedru mojega ravnovesja. Ne pozabite, jedra so zelo različne. Katero je ta pravo? Vaše. Sam, če ga znate prepoznati in vsakič, ko se kaj zgodi, da se znate vrniti k sebi. Takrat, ko se vrnete k sebi in se pri tem dobro počutite, je velika šansa, da vas drugi doživijo kot dva predpogoja. Kongruentne in konzistentne osebe, kar pomeni uravnovešenje sami sebe. Jaz močno verjamem, da največji vtis, tudi v bančništvu, kot smo slišali, je prepričljivost. Prepričljivi so tisti, ki stojijo za tem, kar govorijo. Tokyo Walker Talk, stari ameriški rek, ki veliko govori o tem, da tisti, ki mislijo to, kar govorijo in stoji za tem, kaj počnejo, imajo veliko šanso, da jim drugi pri tem pomagajo. Hvala lepa za tole. Vsi ste opazili tale prazen stol poleg mene. Na njem bi morala sedeti Maša Androjna. Ona je magistrica psihologije, dela na področju kadrov, posebej pa je specializirana za vprašanje duševnega zdravja na delovnem mestu. Zakaj je ni z nami in dovolila je, da podelimo to njeno zgodbo. Predvčerajšnjem je stopila na pot izgorelosti in tako nenadoma in močno, da je morala poiskati pomoč na urgenci. Skratka je na začetku težke poti, o čemer veliko ve Marko, ki pa je nekako na koncu te poti, ker se mu je zgodilo podobno. In bi te prosila, mogoče, da ti malo v tej smeri nadaljuješ, podeliš to izkušnjo, potem bomo pa še vsem zastavili eno zaključno vprašanje. Hvala, bom
moral biti kratek, pa se opravičujem, če bom preveč čustven, ampak ko slišiš, včeraj, ko si mi povedala, da so odpeljali na urgenco, sem podoživel še enkrat vse, kar se je meni zgodilo in tega res ne privoščim nikomu. Predvsem se srečaš z dvojno težavo. Če si podjetnik, ne moreš podjetja čisto zginiti, padeš pa v neko izgorelost, ker ima podjetje težave. In potem imaš težave na kvadrat in sploh ne moreš več funkcionirati. Jaz sem si celo glavo razbil doma, odtaval v spodnicah. Ravno eno leto je od tega novembra lani po glavni ulici po Avstriji, da sem potem se, hvala Bogu, da je bilo zunaj tako mrzlo, da me je zbrihtalo. Rad bi pač povedal, da se dajte poslušati in dajte hitro iti po moč, zaradi tega, ker ko enkrat te izgorelost doleti in da moraš prestati na urgenci psihiatrije, jaz sem celo prosil, da me za nekaj dni zaprejo, da se pomirim, je dolgotrajna pot vračanja nazaj. Jaz sem eno leto, oziroma 13 mesecev, odkar se zdravim tudi z antidepresivi, z obiskom psihoterapeuta, psihiatra. Pot je res trnova, ne prepoznaš se več, kar je pa še posebej morda pomembno je, da zgubiš lastno samopodobo in to, kar je Gregor, kar sta pred Gregorjem govorila, zgubiš pogum. Pa tudi, če pogum še nekaj najdeš, zgubiš vztrajnost, ker pri vztrajnosti si moraš pa tudi zaupati. Če hočeš ostati vztrajen in to zgine. Pri izgorelosti zgubiš to zaupanje vase. Tako da jaz vam toplo polagam vsem na srce, kadarkoli začutite znake, da si niste več podobni, da se z vami nekaj dogaja, dajte se res ustaviti, preden je prepozno, ker pot iz tega je zelo trnova. Evo, da ne bom zdaj dalje pravil. Ravno, da bo ta čas namenila, ki bi ga drugače maši, da tudi nekaj na to temo rečemo sploh, ker se je to res zgodilo predvčerajšnjem ni prijetno. Ja, jaz bi mogoče temu dodala še to. Maša se s tem ukvarja nekako profesionalno, akademsko, veliko ve o tem in se je to zgodilo. Tako da temu, kar je Marko rekel, bi jaz rekla, da pravzaprav moramo biti tudi sodelavci in drugi pač pozorni na te prve znake pri tistih, s katerimi delamo, s katerimi se družimo in živimo, ker če jih sami ne prepoznajo, da jih lahko mi opozorimo in jim pravočasno pomagamo. Zdaj pa bi zaključila že Darinka, malo signalizira, mogoče postaviva zadnje vprašanje, pa je vse nekako s tem povezano. Za iztočnico bom uporabila Željkovo misel, ki pravi, da je potrebno delo ali pa tisto, s čimer se ukvarjamo, moramo imeti radi. Ker če je temu tako, potem se znajdemo tudi v težkih trenutkih. Mi pa vsak dan, tudi jaz sem včeraj na LinkedInu vsaj 5-krat prebrala, da moramo v tem, kar počnemo, uživati. Tako da, mogoče bo Željko potem povedal, kakšna je razlika, ampak vsem vam mogoče, Marko, da postavimo vprašanje, ali pri tem, kar počnete, uživate ali imate to radi. Ja, absolutno, drugače tega ne bi delal. Tako sem že prej rekel, rad delam, uživam, iščem sam sebe, vem, zakaj delam to. K sreči imam 2 super otroka, pa mogoče bi naredil še kaga, da bomo imeli to workforce. Tako da ja, rad delam. Kaj bomo v prihodnosti delal, bom pokazala ta pot, čez katero bom šel. Ni bila lahka, bila je lepa, pa mislim, da bo še lepše. To niso karte samo za malčke in njihove mamice, to so umetniške karte, ki predstavljajo oblačila, usklajevanje njihovih barv in detajlov.
strinjam, no, da delo, ki ga imaš rad, imaš veliko manj tveganja, da pregoriš, bi lahko rekli. Tako da vse, kar delam, si znam tudi usmisliti, no, to bi posebej poudarila, vsako delo, tudi če uživaš v njemu, prinesi kakšne drobčke dela, ki pa niso ravno prijetni, oziroma jih je treba vseeno opraviti, in tiste dele si je treba nekako usmisliti. Sicer pa, jaz moram reči, da me zelo veliko stvari zanima, tako da zato sem tudi na večjih področjih, imam neke cilje in tako na nek način si tudi naprej planiram užitke. Tako da, recimo, čez vikend si že tudi planiram določen užitek, tudi to je del življenja. Tako da na nek način dajmo razmišljati, kaj nas prijetnega čaka. Zjutraj, ko se zbudim, recimo, si res rečem, kaj pa me danes lepega čaka. In dejansko s to mislijo grem v svet in je svet dejansko lepši. Tako. In kaj na panelu lepega, še zlasti. Ok, sem pa prej začela z vrednotami, pa končala z vrednotami, da se mi zdi v vrednotah je včasih tudi past, ker ta odgovornost in do sodelavcev in do podjetja je lahko včasih tudi tista, kar nas pelje mogoče tudi na neko pot, kjer se mogoče marsikdo prepozno ostal. Sem pa sposobila eno misel, ker zadnjič sem bila na enem dogodku, pa je nekdo ful dobro rekel, ker ni več zabavno, se ustavimo. Tako da v bistvu, takrat, ko vse občutimo, da ni več zabavno, po mojem se moramo ustaviti. Zdaj pride na strokovno opozorilo. Užitek je adiktiven. To, kar počneš, nekaj prinaša veliko užitkov, na koncu lahko postaneš odvisna. Odvisnost ima pluse, ima minuse. Ne pozabite, da obstajajo poklici in dejavnosti, ki so vsebinsko izjemno neprijetni. Prepričati nekoga, ki dela v krematoriju. Jaz sem imel pacienta, ki je pregorel, da pri tem mora uživati, morate najti dobro formulacijo tega poklica. Prepričati nekoga, ki dela kot sodni izvedenec, prepričati mene kot psihiatrični forenzik, da uživam delati poročilo za pedofila, ki je ravno masakriral otroka, ne prepričate me zlahka. Ampak me prepričate, da to vse, kar sem naštel, počnem z visoko stopnjo strokovnosti, odgovornosti in se pri tem počutim sproščeno kompetenten. To pomeni, da rad počnem to, kar počnem. Jaz se s teroristi pogajam po celem svetu zadnjih 30 let. To je ena oblika mojega podjetništva. To je organizacija 600 psihiatrov iz celega sveta, ki imamo vojaške izkušnje. In za mano je okrog 150 pogajanj, talskih pogajanj. A sem pri tem užival, Bog ne daj. Trpel sem kot Jezus na križu. Ene smo kome preživeli, rekli bi verniki, hvala Bogu, vsi so talci, ostali živi in zdravi. Ampak vsakič me je povabil, počutim se povabljeno, kompetenten, da jim grem pomagati, kar to zmorem. Tako da beseda užitek vzamite z rezervo in ga boste najdli veliko v svojem poklicu, pri svojem delu, ampak boste najdli, kot je rekla Zemlja, in frustracije, in boste jezni, in boste nezadovoljni, ampak če zmorete to vse kompenzirati, potem se izbrali ta pravi poklic, ta pravo dejavnost, ta pravo podjetje. In še nekaj. Nikoli ne pozabite na pokojnega Sokrata, ki je rekel, brez vseh lahko preživiš, brez sebe ne moreš. Jaz se spomnim moga nonota, ko mi je rekel, ko sem bil majhen, pa kaj bi jaz brez sebe? Sem pomislil, pa to je egoistično. To je realno, spomnite se na Sokrata vsakič, ko zabredete v adiktivnost. Zakaj vam to govorim? Beseda passion, pasija je dvorezni meč. Izhaja iz besede patos, kar v grščini pomeni čustvo. Beseda pasija pomeni strast, ampak tudi imate passion, kar pomeni muka. In v podjetništvu, ja, Jezusov passion, Jezusova kalvarija, Jezusova križna pot, to vas redno spomni na to, da v podjetništvu imate dvorezni meč. Strast je najvišja oblika motivacije, ampak stradanje zna biti zelo naporno. Vse dobro, dragi moji. Hvala, Veljko. Zdaj, če vse to povzamem, kaj je bilo pravkar rečeno,
Prej smo rekli, če želimo v življenju iskati boljše odgovore, si moramo začeti postavljati boljše vprašanje. In zame je najboljše vprašanje med vsemi vprašanji, kako sem, ampak zares. Ne tako, da rečem, ne, sem super, sem redo, kako sem, zares. Ker zame je to vprašanje most med dvema bregovama. Na prvem bregu je, kdo sem, to so moje vrednote. To, kar me dela Gregorja, Željka, Lucijo in vse nas, ki smo v tem prostoru. In na drugi strani tega mostu je vprašanje, zakaj sem. To je pa tisto, kar mi daje žar, to, kar se zdaj pogovarjamo. Ne samo užitek, ampak tisto, kar zaznavam kot neko svoje poslanstvo. In če odgovor na to vprašanje, kako sem, zares, ni takšen, kot ga si želite, potem bodi si ne živimo ali pa delamo v skladu s svojimi vrednotami, ali pa ne živimo ali pa delamo v skladu s svojim poslanstvom. In če se navežem na Željkota, ki je prej omenil ta generator energije, predstavljamo si, da smo ena posoda, v kateri so te energijske kroglice. In za vsak boran v življenju iz te posode gre ena kroglica. Za vsak lahko v življenju pa kroglica pride nazaj. In če je to razmerje neugodno v smeri, večkrat moram, premalokrat pa lahko, ker si nekaj želim, ker mi pri tem morda tudi fajn, ali pa čutim to kot neko strokovno poslanstvo, zato ker sem v tem dober, ker imam te sposobnosti, potem bo ta posoda slejko preprazna. In takrat smo tam, o čemer zelo neradi govorimo. Marko, tebi isto vprašanje, ne? Zakaj bi bil ti izjema? Jaz bom rekel, da rad počnem to, kar počnem. Ne uživam vedno, sploh lansko leto sem trpel in sem si tudi začel postavljati druga vprašanja, tako kot si rekel, ali še sploh ima smisel, ampak vedno pravim, življenje se dogaja, življenje je kratko, treba ga vseeno uživati, ne glede na vse, ker če se vprašam, kaj je uspeh, je to verjetno na koncu vseeno notranji mir. In ne tako kot imamo naslov panela, denar ni vse. Še daj, Tatjana, tebi isto vprašanje. Ja, ne vem, jaz upam, da si danes videli, da rada delam to, kar delam. Vmes pa tudi seveda uživam, a ne? V čem uživam, v tem pa drugič.